Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden s Lili Sorum. Tokrat se bomo oddaje lotila malček drugače. Nedavno tega sem bila del enega zelo zanimivega webinarja in na koncu so me prosili, da naj povem nekaj misli za popotnico naprej. In sem vmes razmišljala, kako malo kdaj si podamo neke misli spodbude, se spomnimo, da z nami pravzaprav ni nič narobe. In v zadnjem tednu sem imela kar nekaj takih priložnosti, v katerih pravzaprav je bilo to vse, kar je bilo potrebno se spomniti, da mi nismo napaka, da nismo tukaj po nesreči, da čeprav včasih rečemo, da se je zalomilo komu, a ne, pa jih je nosečnost presenetila, prav nihče izmed nas ni tukaj po kiksu, ni tukaj zato, ker bi bilo z njim ali z njo kaj narobe, ni tukaj za kazen, nihče se ni rodil s prekletstvom in se mi zdi, da včasih to kar malo pozabimo. Včasih, ko smo v stresnih situacijah, ko obžalujemo svoje odločitve, ko se nam zdi, da bi lahko ravnali bolje, ko se nam zdi, da se vrtimo v začaranem krogu, ko več ne vemo, ali bi šli gledati prejšnja življenja, prihodnja življenja, karmo ali katerega vraga, dobesedno povedano, se mi zdi, da nam manjka ravno to, da nam manjka ta opomnik, da pač življenje ni vedno lahko, tudi ni vedno pravično, tudi ni vedno dobro, tudi ni vedno posejano le z rožicami. Poglejte, kaj se dogaja v Gazi, poglejte, na kolikih mestih v svetu so trenutno takšna in drugačna žarišča. Ampak nihče izmed nas ni tu zato, ker bi bil napaka. In ne glede na to, kako zelo napačno se včasih morda odločamo, ne glede na to, kako slabše včasih izbiramo, kot bi lahko, nismo mi napaka in nismo mi slabi. Zdaj ravno, razen, če se zjutraj zbudite in si rečete, tako bom demoliral to osebo, uničil bom ta posel, fental bom tega. Razen, če govorimo res o tisti čisti škodoželjnosti, jaz zelo dvomim, da ste vi slaba oseba. Ne verjamem tega. Lahko pa verjamem, da mogoče ste v nekem slabem momentu svojega življenja. Da greste preko nekega obdobja, ki je naporno, ki je boleče, ki se zdi krivično, ki se zdi neskončno, za katerega se zdi, da ne boste ven prišli. Čez neke občutke mora biti, ki se zdijo premogočni, preveč težki. Se nam to kdaj zgodi. Jaz verjamem, da tekom življenja se vsi kdaj najdemo v taki situaciji, v takem odnosu, v takih občutkih. Če tudi mi gledamo mogoče nekoga, za kogar se nam zdi, da se je rodil pod srečno zvezdo in da mu nikoli ali ji nikoli ni bilo hudega, jaz verjamem, da če bi vsako osebo imeli možnost malo predebatirati, da rečemo na smrtni postelji, vsaka oseba bi nam rekla, da so stvari, ki jih obžaluje, so stvari, ki bi jih storila drugače. So bili trenutki, ko je mogoče kar hotela že vreči puško v koruzo, so bila obdobja, ko se je zdelo, da gre vse narobe, so bili momenti, v katerih se je tej osebi zdelo, da je ona narobe oziroma on narobe. To je pač life. Pa nočem s tem reči oziroma odvzeti pomembnosti obdobja, čez katerega greste, ali občutkov, katere doživljate. Želela bi samo opomniti vse nas, da smo tukaj z namenom. Da prav vsak izmed nas se je rodil s svojim poslanstvom, s svojimi lekcijami, s svojo karmo, s svojo potjo mojstrstva, s svojimi talenti, s svojimi darovi, s svojimi močnimi platmi, s tistim, kar njega, njo, vas odlikuje. Vsak izmed nas je v nečem fantastičen, vsak izmed nas je v nečem naravnost briljanten. In vsak izmed nas ima kakšno napako, vsak izmed nas gre nekomu na živce, vsak izmed nas se komu zdi smotan, butast in tako naprej. To je pravzaprav lepota ogromne tapiserije življenja. Nismo si enaki, nismo si med seboj najbolj podobni, en od drugega se lahko učimo, en drugemu lahko tudi sem ter tja na živec stopimo. Torej, bistvo te oddaje je, da si jo pogledamo takrat, kadar imamo občutek, da ne bo nikoli bolje. Takrat, ko imamo občutek, da tonemo. Takrat, ko imamo morda občutek, da je z nami nekaj narobe. Da vse počnemo narobe. Ne. Takrat, kadar ste v teh občutkih, dragi moji, si vzemite čas, da greste resnično vase. Kdaj
ste se prvič v življenju tako počutili? Kdo, kdaj, kje in zakaj vam je dal občutek, da ste vi vir vsega hudega, da ste vi pravzaprav krivi za to, kako se oni počutijo? In jaz vem, da ko so mene vzgajali, ko sem bila majhna, sem velikokrat slišala, babica bo žalostna, ker ti nisi pojedla solate. S tem, da ena moja babica je preminila, preden sem se rodila, ena je preminila tik zatem, ko sem se rodila. Tako da, čeprav sem bila zelo majhna, mi ni bilo čisto jasno, kako bo zdaj babica žalostna, če je pravzaprav ni več. Da ne omenjam, kako zelo radi so nam govorili, lačni otroci v Afriki, veš, kaj bi oni dali za tale kos kruha, ki ga ti nočeš pojesti. No, pa vam povem, da imam celiakijo in očitno moje telo je na nekem nivoju še tako dobro vedelo, da ta kruh zame je smrtno nevaren. Ja, točno to sem rekla. Celiakija ni hec, ni alergija, ni kar neki. Se pravi, večje količine glutena so za nas dejansko smrtno nevarne. In to lahko potrdim tudi ob dejstvu, da sem gledala svojega očeta, ki seveda toliko in toliko let nazaj se o celiakiji bore malo vedelo. Se mu te diagnoze ni postavilo, pa sem zelo dobro si lahko ogledala, kaj celiakija, če ni zdravljena, naredi. Kar sicer ni bistvo te zgodbe. Bistvo sporočila je, da včasih naše telo, naš naša intuicija, naša neka druga stopnja zavedanosti še kako dobro ve nekaj, kar naša okolica morda ne. In mnogi izmed nas smo bili vzgajani z občutki krivde in prevzemanjem krivde in odgovornosti za neke situacije, s katerimi nimamo minimalne povezave. V Afriki zelo sočustvujem, da se veliko sooča z lakoto, pa ne samo tam. Lakota je problem celotnega sveta. Ampak mogoče jaz kot otrok nisem bila kriva za to, sem pa prevzela vzorec, prevzemanje odgovornosti za tuje slabše počutje. Se pravi, ko boste imeli naslednjič občutek, da ste vi tisti, ki je kriv za nekaj, kar se dogaja na svetu, za nekaj, kar se dogaja nekomu drugemu, se vprašajte, v kolikšni meri dejansko ste to stanje povzročili. In če ste doprinos nečemu slabšemu, kako lahko to popravite? Če pa niste, se povprašajte, kako lahko pomagate, brez da bi se vi počutili krivi. Najpomembneje pa je, da pridemo nazaj do tistega prvega trenutka, tistih mehanizmov, s katerimi smo bili mi obdani in smo jih zato ponotranjili, kajti to je bila, ko smo bili mi otroci, naša resnica. Kdo vam je dal občutek, da ste vi napaka? Kdo vam je prvi v življenju dal občutek, da ste jih razočarali? Da niste dovolj dobri? Da ste vi narobe, da je vse, kar naredite, narobe? Velikokrat tudi sami kot starši morda pademo v to, da želimo otroka obvarovati pred razočaranji, pred bolečino, pred nečim, kar je morda nas zadelo, ko smo odraščali. Pa mogoče tako zelo se temu predamo, da pozabimo otroka pohvaliti, je pa res tudi to, da smo si ljudje med seboj različni in da včasih si veliko bolj, ali pa praviloma si veliko bolj k srcu vzamemo kritiko kot pohvalo. In nas lahko nekdo zelo hvali, pa samo enkrat reče, da smo nekaj naredili malo slabše, pa je že konec sveta. Mi kot ljudje smo si med seboj različni. Ampak prav nihče izmed nas ni napaka. In nekako imam občutek, da bom to velikokrat ponovila še pred koncem telega prispevka. Niste napaka. Nič, kar ste naredili z dobrimi nameni, ni prekletstvo. Velikokrat je to, kar mi menimo, da je napaka, pravzaprav lekcija oziroma blagoslov pod krinko, jaz temu rečem. Kolikokrat se nam v dani situaciji zdi, da je konec sveta, ker nečesa nismo dosegli. Nismo šli na en koncert, nismo si mogli kupiti določene obleke, nismo si mogli privoščiti določenega avta in tako naprej. Morda z določeno osebo se pač ta odnos ni izšel, se je prijateljstvo ali partnerstvo prekinilo, morda nam ni uspelo izpeljati nekega posla in tako naprej. Kolikokrat v življenju, dragi moji, ste pogledali nazaj, pa ste si rekli, še dober? Kolikokrat? Dajmo si kar zdaj vsi preklicati en primer. Kolikokrat v življenju se je na koncu čez leta izkazalo, da je bilo že prav tako, kot je bilo? Velikokrat. Mnogokrat morda nimamo tako globokega uvida, da bi to dejansko precenili, ocenili. Ampak jaz verjamem, da če se potrudimo, lahko najdemo nekaj vsaj malo dobrega v tem, kar se dogaja. Ne pa vedno. In mogoče ne za vsako ceno.
Sploh pa ne, če ste cena vi. Kaj pa, če je to, kar se vam dogaja, pravzaprav lekcija ljubezni do sebe? Kaj, če vam je življenje ponudilo neko situacijo, v kateri je prav, da ste vi tisti, ki postavi mejo, ki reče, zdaj pa je dovolj. Ampak ne na način, da vi spreminjate druge, ne na način, da se jim še milijontič trudite dopovedati nekaj. Ne, to ni vaša pot. Vaša pot je spreminjanje sebe. Se pravi, namesto da sebe krivite, namesto da sebe podrejate, namesto da razmišljate, kaj še lahko storite, da bo druga oseba še bolj zadovoljna, medtem ko na drugi strani imate pa morda toksično osebo, morda imate na drugi strani narcisa, morda imate na drugi strani čustvenega vampirja, nekoga, ki se zrelosti šele uči. Kako naj se je vendarle nauči, če ji popuščate? Kako naj se 3 leta star otrok nauči meje, če mu vedno popuščate? Kako zelo se nam to maščuje, je tako. Saj vsi poznamo scene pri blagajni majhnih otročkov, ki točno vedo, kdaj je treba narediti totalno sceno, da ne rečem štalo. Torej, dragi moji, morda ste pa v vlogi učitelja, morda ste v vlogi nekoga, ki naj bi postavil mejo tej osebi. Morda, če bi zdajle odplavali na poseben oblaček, kjer bi se nam razkrilo dušno dogovarjanje med vami in to osebo, kateri si želite še bolj ugajati, pa vas še bolj kritizira, pa se vi še bolj trudite, pa je še slabš. Morda pa je dogovor ravno obraten. Morda ste se pa s to dušico dogovorili, da bo do vas zelo nesramna, da bo do vas mogoče zelo zahtevna, sila stroga, zato da se boste vi postavili za sebe. In ne obratno. Vesela sem, da se v zadnjih letih veliko govori o čustvenih vampirjih, o toksičnih odnosih. In bom rekla, če smo iskreni, vsi smo kdaj malo toksični, vsi smo kdaj enostavno preutrujeni, preobremenjeni, izhajamo iz svojih bolečinskih jeder, vsi smo kdaj ravnali slabše ali manj zrelo, kot bi lahko. Pika konec. Ga ni človeka med nami, ki se je rodil in od rojstva do smrti v vsakem trenutku vse prav naredil. Pa še malo se rima, to vidite. Zakaj točno bi potem vi mogli? Jaz mislim, da je bistvo tega življenja, da se trudimo biti najbolj kvalitetna, najbolj zrela oseba v danem trenutku s tistimi znanji, močmi in sposobnostmi, ki jih imamo. Bodo trenutki, ko nam bo to šlo, in bodo trenutki, ko nam to ne bo šlo, in bodo trenutki, ko bomo padli nekaj stopnic dol. In v tistih trenutkih se vprašajte, pa jaz vas zdaj, lepo prosim, ne me narobe razumeti, nočem vam dati neko paleto izgovorov za naslednjič, ko boste popenili in se na nekoga zdrli, sploh ne. Ampak včasih nam pa nekdo resnično potegne ta živc, še zadnji živc, zato ker imamo opravka z nekom, ki potrebuje to lekcijo. In zdaj, če se to nam zgodi, da nekdo kar naenkrat zdori, se vprašajmo, ali morda v nas nekje, če mi, 3 leta star otrok, ki še ne zna sprejeti besede ne. A veste, ko imamo opravka s 3-letnikom, razumemo, da s svojim zavedanjem, svojo pametjo, svojimi izkušnjami, svojo zrelostjo, svojo fizično sposobnostjo še ne razume. Da ne naredi nečesa zato, ker je zloben, zato, ker bi vedel, da nam bo s tem povzročil bolečino, ampak zato, ker je še otrok in se teh stvari še uči. In je morda preprosto preplašen, morda je preutrujen, morda je znerviran. Kaj pa vi? Kolikokrat v življenju sami sebi dovolite biti ta 3 leta star otrok, ki je preplašen, znerviran, ki ne ve, kako naj se v dani situaciji obnaša, ker je za vas nova, nepoznana, lahko je ful dobra, pa vas je vseeno malo strah, iz katerega kota, za katerim vogalom zdaj bo priletela neka šiba, udarec, razočaranje. Morda ste bili v življenju enostavno tolikokrat prizadeti, da si več niti ne drznete upati na to, da bo nekoč bolje ali da sploh dobro za vas obstaja. V eni izmed oddaj sem rekla, v katerem trenutku ste prenehali verjeti, da za vas še obstaja dobro. Pa me zdaj zanima, ali v resnici verjamete, da vas v življenju še čaka kaj lepega. In če ne verjamete več,
Kako si boste pomagali to prepričanje spremeniti? Kajti prepričanje je misel, je skupek besed, ki ga lahko spremenimo, ne glede na to, kako zelo grenko življenje imamo za seboj, ne glede na to, kako težko situacijo imamo, mogoče trenutno pred noskom. Vedno lahko verjamemo, se odločimo, da bomo zaupali ali vsaj upali v to, da bo nekoč bolje, da bomo splavali ven iz česarkoli nas v tem trenutku vleče dol, nas omejuje. Pa naj gre tu za vzorec starši, za vzorec sami s seboj, naj gre za našo preteklost, naj gre za omejitve okolice, družbe, trenutnega časa. Ni važno. Veste, čudeže dosegajo tisti ljudje, ki upajo in zaupajo, da jim bo uspelo. In potem po socialnih omrežjih gledamo posnetke oseb, ki so brez nog, ampak zmagajo na, teku na kratke proge. Osebe, ki so brez rok, ampak si naredijo popoln make-up. Poiščite tovrstne posnetke ljudi, ki so kljub krepkim fizičnim omejitvam zablesteli. Zgodbe ljudi, ki so doživeli tragedijo in so se nad njo dvignili, naj vas inspirirajo. Kajti, če se obdajamo v takih trenutkih z osebami, ki nas bodo še malo bolj potunkale v naš strah, v naše nezaupanje, bomo še težje prišli ven. V svoji bližini, torej vsaj zdaj, potrebujete osebe, ki vam bodo rekli: ej, imaš to, valjda da boš, zdaj da si mogoče ustavite besedo, ki je na televiziji, ne smem izgovoriti. Mogoče zdaj res ni najlepše na svetu, ampak to ne pomeni, da nikoli več ne bo lepo. In ne bi si želela biti predolga, kajti želim si, da je ta oddaja za tiste trenutke, ko morda nam ni lepo v življenju, ko obupujemo, ko ne vemo več, kako naprej. Zato bom še enkrat rekla: nihče na tem svetu ni napaka, tudi vi ne. Nihče na tem svetu se ni rodil kot slaba, pokvarjena duša, kot nekoga, ki so ga poslali na zemljo v izgnanstvo, kot nekoga, ki so ga poslali na zemljo kot prekletstvo. In vsi delamo napake. Čisto vsi. In vsi še bomo naredili kakšno napako v svojem življenju, kljub najboljšim možnim namenom. Ne rečejo brez veze, da je pot v pekel tlakovana z najboljšimi nameni. In zavedajmo se, da pot k mojstrstvu pa je seveda posuta z največjimi in najtežjimi izzivi. Kaj če je to, s čimer si vi zdajle ubadate, pravzaprav del poti k mojstrstvu in ne del nekega plezanja ven iz karme? Spremenite predznak pred vašo zgodbo iz minusa v plus. In tu bom dodala čisto na hitro, ob koncu: numerologija lahko pomaga, vaša osebna števila, ime, priimek, lekcije, karmični zapisi, ogromno je informacij, ki nam jih numerologija lahko poda, da nam pomaga pri tem, da ozavestimo, v čemu smo dobri, kaj je tisto, česar se učimo, seveda tega še ne znamo, kaj je tisto, kar je naša karma, se pravi, nam bo sem trtja zagrenila življenje, in kaj je tisto, kar je naše mojstrstvo, zato je toliko bolj zahtevno. Glejte, če greste študirati pravo, medicino, vse te neke večje specializacije, kaj je to lahek študij? O ne, ni. Ali bodo zato vsi doktorji, kirurgi, specialisti, odvetniki, visoko študirani ljudje, inženirji, znanstveniki rekli: o moj bog, to je moja karma, to je moje prekletstvo? Ali bodo ponosni na to, da imajo doktorat, ker so ga dosegli s trdim delom in učenjem? Malo v razmislek, dragi moji, malo v razmislek. Ne glede na to, ali govorimo o športu, ali govorimo o akademski izobrazbi, ali ne nazadnje govorimo o nekem pevskem talentu, igralskem talentu. Poglejte, vsi, ki so najboljši na svojem področju, so osebe, ki vedno znova delajo na temu. Tudi pevci, tudi igralci imajo lahko nenormalen talent, ampak vam povem, da delajo na temu, da se učijo različnih naglasov, da se učijo negovati svoje glasilke, svoj glas, kako pojejo in tako naprej in tako naprej. In za vrhunskega športnika oziroma nekoga, ki igra piano, za kirurga razumemo, da je treba njihove ročice šparati, pa čuvati, pa negovati. Je tako.
Zakaj pri sebi ne začnete razmišljati na podoben način? Kaj, če je to, kar je najbolj zahtevno v vašem življenju, pravzaprav vaša največja dragocenost, katero morate najbolj šparati, negovati in se do nje obnašati, kot bi se obnašali do največje dragocenosti in tudi do sebe. A veste, kaj ti brez vas ni vašega življenja? Če vas ni v vašem življenju, in če se boste venomer le prilagajali do te mere, da se boste podrajali, kdaj boste pa vi zacveteli? Če si zdaj le prikličite v misli nekoga, kogar vi zelo občudujete, za nekoga bo to vrhunski športnik, vaš najljubši igralec, ki je morda dobil že kar nekaj Oskarjev, pevec, pevka, znanstvenik, ne vem, duhovni vodja, nekdo, ki je coach, svetovalec. Če bi vse te osebe nekje v ozadju sedele in bi čakale, da bodo vsi drugi prišli prej na vrsto, oni pa zadnji, kaj mislite, kje bi bili danes? Kaj mislite, kje boste vi, če boste venomer čakali, da bo pravi čas, da boste bolj lepi, bolj mladi, bolj suhi, bolj bogati, bolj to, bolj uno, bolj tretje? Kje boste vi, če ne boste pravzaprav vi samih sebe postavili v središče svojega življenja? Kajti tam je vaše mesto. Ko ste v središču, ko ste osrediščeni, prizemljeni in povezani s svojim višjim jazom, lahko resnično cvetite. Kaktus, če ga boste dali v morje, ne bo uspeval. Ribo, če boste dali na kopno, tudi ne bo preživela. Torej, odmaknite sebe ven iz toksičnih okolij, slabih okoliščin in negujte sebe, da bi lahko zacveteli, da boste svoji okolici, kateri se morda podrejate, prilagajate, jo postavljate na prvo mesto, pravzaprav sploh lahko največji, najlepši, najbolj mogočni doprinos, kajti vi boste cveteli, boste buhteli, boste na svojih 100%. Saj veste, kaj pravijo, iz prazne čaše nimamo kaj naliti ven. In vam povem, čeprav mi je tole v teoriji zdaj šlo gladko z jezika, tudi meni to včasih ne gre. Tudi meni se to včasih ponesreči, tudi vsem nam, ki morda nam je to zelo jasno, pa se tega zavedamo, pa se to ponavljamo, nam vsem ter tja to ne uspe. Zato pa se dajmo med seboj spodbujati, zato pa se dajmo med seboj sem ter tja opomniti, da se imamo pravico spočiti, da imamo pravico dobro poskrbeti za sebe, da bi lahko še bolje pomagali drugim. Jaz vas ne spodbujam k egoizmu. Jaz nočem reči samo na sebe gledajte, ampak dajte tudi na sebe pogledati. Vidite razliko? Torej, dragi moji, jaz vam želim do tistih trenutkih, ko vas obdajo temne misli, črne slutnje, ko se zdi, da nikoli ne bo bolje, da se spomnite, da še vsaka nevihta je minila, še vsaka suša, še vsako slabo obdobje v življenju se je nekoč končalo. Morda se res zelo vleče, morda je res občutek, da nimate več moči, morda pa je bistvo ravno to, da se nehamo kregati, da se nehamo upirati, da končno se objamemo, če tudi imamo občutek, da bomo ravno kar razpadli, kaj nismo ravno takrat potrebni objema. Torej, dragi moji, jaz vam želim trenutke, v katerih boste znali prepoznati tisto svoje mojstrstvo in tiste izzive, ki vam pravzaprav prinašajo nagrade in ne kritiko, in da boste znali preseči vse tiste misli, ki vam govorijo, da niste dovolj dobri, kajti veste kaj? Lažejo se. In če vam nekaj vztrajno govori, da niste dovolj dobri, morda pa preprosto to pomeni, da je čas za učenje. Ne za kritiziranje, ne za kaznovanje, ne za to, da boste sami sebe zdaj kar umaknili iz sveta, šli živeti nekam puščavsko življenje. Ampak da se boste preprosto naučili, tako kot mi vsi. Mi vsi se učimo biti boljši človek danes, kot smo bili včeraj, in se truditi, da bomo boljši človek jutri, kot smo danes. In to pravzaprav je bistvo tega življenja. Zato se je naša duša odločila priti na zemljo. To je naše poslanstvo. Kako bomo to energijo dajali naprej,
No ja, veste kaj, število usode že je na moji spletni strani, pa si ga pojdite izračunati, pa si preberite, kaj pravzaprav je vaše poslanstvo. Dragi moji, sem rekla, da bo krajša oddaja, pa mi nekako ni uspelo. Jaz vam želim preprosto veliko, bom rekla kar vso, ljubezen do samih sebe in do celotnega sveta.